Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z nami Niko Peroša, gasilec, ki je že rešil mačko z drevesa, ki je že rešil tudi ptiča z drevesa, a danes bomo govorila o njegovih dveh strasteh, ki sta nepoklicne narave, in to sta popotovanja in motorizem. Lepo pozdravljen. Zdravo. Evo, odličen način, da me spraviš tako zadrego. Hvala, Pija. Je to, da prebijemo let, ne? Se vem, da gasilci nimate verjetno prav veliko za delati, kaj po zimi, ne? Imaš kaj manj za delati zdaj po zimi kot po leti? Bolj poplave namesto požarov, ampak se tudi kaj takega najde. No, zato imaš čas, da boš šel na dopust zdaj, ne? Ravno smo Tako to je. videli pred dopustom, kam boš šel zdaj? Zdaj sem namenjen v Kanado, čez en teden, oziroma malo manj. Isto z motorji, ampak pač bolj takimi snežnimi. Sanmi. V bistvu je motor, ki je predelan tako zadaj matračnici, spredaj pa ima eno smučko, ampak ohranja te dobre lastnosti motorja, ne? Tako se lahko nagibaš, pa lahko plezaš kakšne hribe, tako, pa dosti lažje od motornih sani. Ne? To greš sam ali v organizaciji s turistično agencijo, s katero tudi sodeluješ? Ne, to je v bistvu kot en dopust, se pa letno srečuje ena klapica takih motoristov z celega sveta in pač tam rentamo kočo, par frendov ima te motorje in potem zganjamo, kaže nuna varianta Boys Club. Potem greste, v bistvu, če imate eno kočo najeto, greste potem dejansko naokoli tako krožno? Greste za več dni ali se vračate vsak dan? Ne, mislim, v bistvu to so dnevni izleti. V Severni Ameriki, to je off-road, ne? V Severni Ameriki ima to tako lepo zorganizirano, da obstajajo določene regije, torej tam je točno tam, kjer smo, mislim, da so 3 hribi, ki so rezervirani za snežne sani in motorje, ne? In potem pač plačaš neko najemnino zemljišča, pač ekodavek ali ne vem, kaj bi temu rekli pri nas. In se lahko tam po mili volji voziš, brez da bi kogarkoli motil, oziroma da bi kakšni ljudje tebe, no. Mislim, pač da se s temi smučarji ali pa kakšnimi pohodniki, da se ne mešaš preveč, ne. Kar je kar dobra ideja, no, mislim, to odlično deluje. No, saj pa imaš sicer kakšne slabe izkušnje z ljudmi, z živalmi, iz kakšnih drugih mogoče popotovanj? Mislim, slabe. Iz popotova niti ne. Včasih, ko sem bil mlajši, sem se dosti več ukvarjal z endurom, torej off-road, ampak ne na cross progah, ampak bolj po gozdovih. In to definitivno ni najbolj priljubljen šport v Sloveniji, deželi pohodnikov, ne. Tako da s pohodniki in lovci imam prenekatero zgodbo, no, ki mogoče ni prijetna. Na potovanjih samih pa niti ne, no, da bi zdaj živali pa, kaj pa vem, zmeraj se kaj najde, ampak nič takega Nisi videl še medveda na 2 metra ali kaj? Sem, ampak to ne jemljem kot slabo, no, je bilo kar zanimiva dogodivščina. Aha, si se peljal mimo, si vedel, da si hitrejši od njega? Ne, takrat, no, več je teh zgodb, ampak moja najljubša je ta, ko sem, to mislim, da je bilo v bistvu na meji med Kanado in Washingtonom, torej British Columbia in Washington, tam je dežela grizljev, in sem si ga zmeraj želel videti, hkrati pa pač imaš nek respekt, ne. In je prišel dan, ko so se srečala, jaz sem se ustavil, tako na pol paničen, ne, ampak tudi on, ko me je videl, se ustavil, pa je kar hitro zbežal, vmes se še prekucnil 2-krat, pogledal nazaj in pa pičil dalje. Tako da v bistvu izkušnja je bila kar dobra, no, mislim, vidiš, da večina teh živali se te bolj boji kot ti njih, no.
Zagotovo si Razen glasni. te gorski levi, to pa ni heca. Ampak teh srečo nisem srečal nobenega. Se pa verjetno predpripraviš na to tudi, kakšen je živelj tam, če lahko kaj takega srečaš. Kaj v bistvu, koliko se pozanimaš o državi, preden greš tja? Se pozanimaš bolj samo o cestah? V bistvu, moj način potovanja je mogoče malo manj konvencionalen napram drugim, ker v glavnem zberem neko destinacijo oziroma smer neba in potem pač grem in ugotavljam sproti, kaj se bo dogajalo. Štartaš pa od tu? Odvisno. Zdaj, kar je tukaj po Evropi in Afriki, sem štartal tukaj, po Aziji pa Amerikah sem ponavadi kupil oziroma najel ta motor. Imam to srečo, da pač s tolikimi leti potovanj in dela v branži motorizma oziroma motopotovanj, poznam že toliko ljudi, da pač mimogrede, ko ga pokličem, pa dobim kakšen motorček na posodo. Kaj pa pravzaprav potem rabiš s seboj? Tukaj imamo pravzaprav že fotografijo ogromno enih stvari. Preden smo vklopili kamere, si me posebej opozoril, da je potrebno imeti s sabo kavo, ki jo lahko vidimo tukaj zgoraj levo. Ne bomo oglaševali, katero firmo rad piješ, ampak kaj so pa vse te ostale stvari? V glavnem, opremo delim na dva segmenta. Tukaj to, kar gledamo, je osebna, pa za motor. Torej, za motor so v glavnem, jaz sem mogoče malček, ne bom rekel obseden s tem, ampak pač nezaupljiv do mehanikov in pač rad čim več stvari rihtam sam, sploh pa če si nekje v divjini bolj, marsikdaj težko priti do kakšnega rezervnega dela, če se zgodi kakšna nesreča oziroma okvara. Tako da nosim zmeraj verjetno preveč stvari s sabo, od orodja do kakšnih rezervnih delov. Tudi gume? Celo gume, ampak tega ne bom oglaševal, ker enkrat sem jih, ampak je nepotrebno. Zdaj, zmeraj niham iz preveč opremljenega na mogoče premalo, ker vsak ima nek svoj čar pri potovanju, bi rekel. Tako da enkrat sem imel gume, ampak tega ne bom več ponavljal, ker mislim, da gume se pa res da dobiti povsod. Sicer kvaliteta je mogoče kakšnih kontinentih bolj vprašljiva, ampak še zmeraj se da, če služi lokalcem, bo tudi meni. Ampak s kakšnimi motorji pa greš potem okoli? Morajo biti dovolj močni, da sploh prideš v kak hrib, verjetno ne greš ravno s Tomasom. Ja, potovanje s Tomasom je v bistvu še na listi, ampak v glavnem so to tako podlitrski motorji. Kaj to pomeni? To pomeni, da je tam 650 kubičnih centimetrov motor. Te so meni osebno najljubši, sem pa dosti prepotoval tudi z 1200 ali več. Samo to so potem težji motorji, ki so po svoje bolj komot, ampak ti pa ne dovolijo take svobode v smislu kakšnih brezpoti. To je pa meni najbolj privlačno, da grem nekam, kjer ne bom lih srečal dosti ljudi, konec koncev. Sam se vedno nagibam k starejšim motorjem. V bistvu zdaj hodim na zmeraj starejše, zdaj sem že prav dobesedno na oldtimerjih, ker se mi zdi, da imajo neko dušo in pač je zmeraj ustvariš neko globje razmerje
strojem, če tako povem. No. Se pravi, malo si skoraj želiš obtičati nekje in spoznati motor, ga predelati. Pa niti ne, v bistvu tudi to moram trkati. V življenju nisem imel hujših okvar, ki si jih nisem sam naredil s kakšno nesrečo ali kako tako stvarjo. Drugače nisem zares. Ampak je mogoče lažje, ne? Ker včasih potem pravijo, da bolje iti v kakšno, da ne rečem, ne tako razvito deželo s starejšim motorjem, ker boš lažje dobil rezervne dele zanj. Ja, načeloma so to bolj enostavne mašine in tako da tudi če ne, jaz sam ne bi znal to popraviti, je dosti velika verjetnost, da bo tam en lokalni mehanik to rešil, ne. Pri novejših pa z vso možno elektroniko je, v bistvu moraš biti že bolj štromer oziroma računalničar, da rihtaš ta motor kot nek mehanik, ne. Tako da, če se pa vračam na ono prej, pri novejših motorjih se mi zdi, da so to že toliko izpiljene mašine, da ti ne dajo, mislim, dajo neko zadovoljstvo, ampak je malček drugačno, no. Starejši motorji imajo ponavadi več kilometrov, tako da že sam po sebi ima neko življenje za sabo, ki ga je dal skozi, mogoče tudi brez tebe, ne. In potem se moraš tudi ti nekako prilagoditi, ne. Pri novih motorjih radi prilagajamo stvari, ne, pa daš drugi, ne vem, auspuh, pa višjo balanco, pa take in take feltne in tako dalje, ne. Pri starem motorju pa se mi zdi, da že sam šofer gre en korak naprej proti motorju, da se spojita tako, kot je treba, no. Kaj pa zvok? Se tudi razlikuje? Ja, to je tudi zelo pomembno. Ja, vendarle ga boš poslušal kaj 2 tedna, ne? Koliko trajajo ta potovanja ponavadi? Odvisno. Moje najdaljše mislim, da je bilo nekaj čez 6 mesecev. Kam si šel? To sem šel iz severne v Južno Ameriko, pa čez Južno. Mislim, to potovanje vse skupaj trajalo 18 mesecev, ampak v etapah, tako da po 6 mesecev, kot sem uspel časa spraviti. Sej nekaj fotografij si nam danes tudi prinesel s sabo. Nam lahko kakšno pokažeš, da vidimo, kakšni so zdaj ti motorji in vse to. Ja, no, tukaj, da gremo še to na hitro skozi. Kam pa spraviš vse to mimogrede? V stranske torbe, pa v bistvu dosti tega je na meni, ker v glavnem je nekaj tehničnih oblačil, pa una tablica, pa fotoaparat, pa kakšna knjiga, da ni dolg čas, prva pomoč in pol se v bistvu konča, no, kaj za skuhati. In je to, no, ker se hitro preveč nabere, ne. No, tukaj govorim o prenaloženosti motorja, ne. Kaj bi bilo pa optimalno tukaj? Se pravi, koliko preveč stvari imaš tukaj s sabo? Pač, kot sem prej rekel, ne, oboje ima na večjih motorjih, na daljši razdalji, me ne moti imeti več prtljage, s tem, da imam več nekega komforta. Kakšni si celo, imam prijatelje, ki si nosijo cele te stolčke za kampiranje, pa te prave orang kuhinjce in tako dalje. Meni pa še imeti, ne vem, ponavadi tukaj mislim, da sem imel pač še 3 vrste obuval, japonke, motoristične pa ene pohodne čevlje. Ker si se šel tudi alpinizem? Ja, na tem potovanju sicer ne, ampak dosti sem tako tudi običnega turizma zganjal, ne, tako da vseeno pa še imeti nekaj bolj komot, ne. Na plaži pa je zmeraj dobro imeti japonke. Kaj še takega? Pa en večji šotor sem imel kot ponavadi.
pa bolj komod armič, to je tudi zelo pomembno. Ker spiš dosti krat zunaj? Ja, to najraje. Kaj pa, naprimer, ko greš kot vodnik oziroma vodič svojo ekipo motoristov? Ali potem tudi spite zunaj, ali ste takrat bolj na komod? Ne, to je čisto drugo. V bistvu mi je zato tudi toliko let že všeč, mislim, da se tem ukvarjam že na 10 let, ker je totalno drugače od mojega načina potovanja. Ne? Pač ohrani se motor, ohrani se potovanje, ampak jaz grem to dosti bolj klošarsko, bi rekel. Pač kampiram, pa se namenoma zgubljam. Ko pa je to organizirano, je to rad pomislim kar na skoraj vsak ovinek, par dni vnaprej, bi rekel. Ne? In tam spimo v glavnem v kar v redu hotelih. Ne? Kar je tudi dober plus, no? Mislim, kampirati ima svoj plus v smislu, pač si bolj v stiku z naravo, pogled je ponavadi zmeraj najboljši in tako dalje, ampak zdaj pri 37 letih se kakšna kost že čuti, ko spiš na tleh, ne. Ko pa v posli pa je... Se pravi, tam si bolj turist, tukaj si bolj popotnik. Tako, ja. Kam pa si šel na tej konkretni fotografiji? To je slikano v Argentini in v bistvu to je skoraj proti koncu tega potovanja, ki sem naredil čez Severno in Južno Ameriko. Za mano se vidi Fitzroy. To je v bistvu argentinska Patagonija. No? In malo južnje, mislim, da nisem sicer dal slike not. Je bil moj cilj, ki pa je bilo gorovje Torres del Paine. To je pa en tak nacionalni park, to je v bistvu druga stran, je čilenska Patagonija. In to je v bistvu, zdaj ko pomislim, to je bil v bistvu razlog, zakaj potujem z motorji, ker sem to pred enimi 15, mogoče še kakšno leto več. Dajmo reči, pred 15 leti sem to videl v eni reviji, ko so se eni šli enega takega tripa in sem rekel, to bom jaz delal, ko bom velik. Se tukaj verjetno nisi bil sam, glede na to, da fotografija ni sebek? Sem bil sam, ampak sem slučajno naletel na, to je bil en mirador oziroma razgledišče in sem slučajno naletel na en minibus enih Azijcev, tako da sem nažical, ker imam v bistvu relativno, večinoma potujem sam, kar so privat potovanja, tako imam relativno malo slik sebe. In to sem si pač želel, ker je bila res una. No, nekaj pa vendarle imaš, da naslednjo, da vidimo še, kje si bil. To je pa še nazaj. Je to sneg ali puščava? To je v bistvu solna puščava oziroma ravnica. To je vse sol. Niti ne vem, kako se temu reče po slovensko. Ja, solna ravnica. Salt flats. Kje pa je? To je v Boliviji, v Juni. To je v bistvu največja solna ravnica na svetu. In tam sem šel kar, mislim, da vse skupaj 3-krat. In enkrat sem pač bil še s prijatelji, smo šli z avtom, pa smo pol tam zganjali take reči, igranje nogometa. Pa se da, je to prav vidim, da ste bili bosi? Kar boleče v bistvu, ampak kar za sliko je treba potrpeti včasih. Niste imeli razžrtih podplatov potem? Ja, je kar, ampak v bistvu konec koncev je boljše biti bos, ker tu je taka sol, da v bistvu je čista sol in je isto kot v solinah, no, ti požre vse. Tako da najraje hodiš bos, če so ti obuvala kaj draga, kaj pri srcu, ne. Ja, ker noge se bojo že pozdravile, ne?
Ja, ma ne, se ni tako hudo, ne. To je v bistvu terapevtsko akupresura varianta. Aha, wow. No, to je isto potovanje, to je tudi isto. To je Peru, tam, ko so te Nazca risbice, megalitske, petroglifi? kako se reče. Kaj ne? Petroglifi Ja, one, ko jih je treba z letala Ja, gledati. ja. Kar sredi ene divje puščave. To je tudi nekje v Andih, bi rekel, v Peruju. No, tukaj sem bil z enim drugim popotnikom. To je en tak velik plus potovanja z motorjem, da v bistvu ponavadi je kar garantirano, da če srečaš še enega motorista, ko potuje, da se boste razumela, ne. In potem dostikrat to izgleda tako, da pač potuješ kakšen dan skupaj ali pa, ne vem, greš na večerjo ali kosilo skupaj ali kam žurat. Tako da ni, tudi če potuješ sam, ni nikoli tako, da bi se počutil samljenega, no. Ker se v pravih trenutkih se zmeraj kdo najde, no. In s tem fantom, William, on je v bistvu že drugič takrat šel okoli sveta. Aha, to je ta, ki ga vidimo tukaj nekje zadaj, ne? So potovala skupaj, pa mislim, da v bistvu skoraj 2 tedna so bila. Pa sva si kar v bistvu kontrasmeri sva potovala, pol sva pa rekla, klinc, gremo mi malo še nekam tako skupno raziskovati, da še malo časa preživljamo skupaj, ki smo se res ujeli, je bilo tako rock'n'roll, bi rekel. In Pa si potem, naprimer, kot vidimo kdaj na avtocesti, tudi skrbita za to, da naprimer je eden spredaj in ima ta, da ne rečem, vetrovni zid, da se drugi lažje pelje, ali so to bolj nizke hitrosti, pa ne rabiš toliko torej branika pred vetrom? To je po mojem bolj pri kolesarjih ali pa kakšnih dirkačih. Ne, tu ni. Tu, ko potuješ tako z motorji, v glavnem skrbiš, da pač paziš drug na drugega, ampak v glavnem skrbiš, da si zmeraj nekje v vidnem polju, da se ne zgodi kakšen nalet ali kaj takega, no. Padel si že kdaj? Pa, ja. Večkrat sicer moram spet trkati, nikoli, da bi se kaj res konkretno polomil, no, tako da. Nikoli dovolj, da bi premislil, ali bi se še vozil z motorjem ali ne. To pa je odvisno od motorja, kako je stabilen, ali sam veš, da si takrat mogoče ti storil napako, je bila takšna cesta. Ponavadi je tvoja napaka, ni. Ponavadi je tako, dokler ti stvari predvidevaš, mislim, še zmeraj se lahko zgodi, da te kdo zbije, ampak ponavadi to predvidevanje zmeraj pomaga. Mislim, do neke mere moraš biti preudaren, no, da se izogneš vsem tem nesrečam. In v bistvu, kar sem imel nesreč, sem bil komot, priznam, da sem zmeraj sam kriv. Ponavadi, ko se malo preveč zaženeš, ali pa, ne vem, zdaj mi je prišla na misel ena, sem se, pač deževalo je, pa sem se na enemu prehodu čez železniško progo me je pobralo, pa sem padel, sicer spet nič kaj drastičnega, samo so bili pa policaji za mano, kar je bilo tako, je bilo zanimivo videti njihovo reakcijo. Nisem pristal v zaporu, niso mi pomagali dvigniti motorja, ampak ne, tisti dan sem bil stresiran, sem iskal, kje zavarovati motor, ker mi je poteklo zavarovanje, lilo je ene
3 dni že sem bil vse premočen in pol ti malček zmanjka koncentracije in se zgodi kakšna taka nesreča. No. Zavarovanje No. potem nisi mogel uveljavljati. Ne, se hvala Bogu, pač motor je kakšen je, tako da ni bilo neke velike škode. No. Okay, oprosti, prekinila sem te, ko si dal že ravno naslednjo fotografijo. Tukaj stojiš na nekem poldnevniku. To morda? sem točno na ekvatorju. Sicer, ne, ni točno, sem se ustavil tudi na, ker se zgleda, da se malo premika, ne. Zdaj je par stopinj premaknjen. Ne sprašuj. Vem samo, da ta točka ne velja več točno. Na GPS-u ni več 0,000, ne. Ampak, ja, to je v Ekvadorju in je takrat, ko so to naredili, to je nek spomenik Ekvatorju, ekvatorski točki. Kot je bila nekoč. Ja, ne sprašuj kdaj, bi rekel, ne vem, kakšnih 50 let nazaj. No, ceste niso zmeraj asfaltirane in lepe. Kako pa je torej voziti po takem grušču? Zabavno, no. Zdaj bi si predstavljal za nekoga, ko se drži predvsem cest, je to kar velik stres, ker to je blazno spolzko. Zame, ko pač težim izven asfaltiranih poti, pa je to tako, kar zabavno, no. Koliko pa je razlika recimo med zemljo in makadamom? Dokler je suho, ni bistveno, pol pa ko se stvari zmočijo, pa je kar velika razlika. Mislim, to lahko primerjaš recimo z ledom. Je tam, no. S tem, da tukaj je bilo, pač to sem slikal lih zato, ker tukaj sem se ustavil in sem skoraj izgubil škorenj. Se je toliko zaleplo. To je tudi, čakaj, to sicer ne vem, ali je Laos, ali je, se opravičujem, malček sem slabo pripravljen s temi slikami in so mešane. Tako da to sem siguren, da je v Peruju, ker to so bili takrat neke stoletne poplave in je bilo, v bistvu sem več časa porabil za iskanje poti, takrat sem jih mogel iti domov, tako da se mi mudilo v Limo na letališče in sem porabil večji del časa iskanju nekih stran poti, ko priti do dol. To je pa bilo nekje gor v severu, v džungli. Mislim, da Cochabamba se klical kraj in je grozno, to je bilo res slabo, no. Mislim, se pol sem v bistvu... Grozno zaradi poplav ali nasplošno? Zaradi poplav, ja. Ali so katere države sicer mogoče bolj naklonjene motoristom, manj naklonjene, na katere verjetno so bolj naklonjene tudi spanju zunaj kot druge? Ja, definitivno. Zdaj, globalno gledano, mislim, da tu na Balkanu smo kar prijazni do motoristov, pa tudi bolj kot ne cela Evropa. No, Azija seveda, ker je pač tam je vsak drugi motorist, ali še kaj več verjetno. Zdaj, da bi pa bilo tako, da bi se počutil, da me res ne marajo, verjetno v ZDA, se mi zdi, tam so najbolj nervozni glede motoristov, še sploh, ko pride en Evropejec, ko malo bolj tako po domače vozi, bi rekel, ne. Pri njih ni tega prehitevanja med pasovi ali kakšne take finte, no. Kot bi si jih pri nas... Kako ni prehitevanja med pasovi, kaj to pomeni? Recimo, če je gužva na cesti, pa si na dvopasovnici, pač pri nas gre to gladko skozi, da se prebiješ vmes, ne. Pač pri nas, predvsem v Italiji, no, ne vem, to ne bo niti pomislil, da ga kaj moti voznik avtomobila, ne.
v Združenih državah, z redkimi izjemami, kot so Kalifornija, recimo, pa je to lihen toliko, da ne bo fant prišel ven in te začel streljati. Rate je kar nervozni, no? Tako da to je treba paziti. Torej tam ni verjetno veliko napisal Bikers Welcome. Ne, ampak se treba drugače obnašati, pa se mi zdi, da so tako. Ne vem, kako bi to opisal. Ogromno je enih motoristov, ampak se mi zdi, da obstaja tudi neka stigma zaradi, pač tam so začeli s temi biker gengi, ne, ala Hells Angels in ne vem še kdo. In se mi zdi, da potem marsikdo ima je že neka predpostavka, da smo slabi, ne. Zakaj pa ti imaš usnjen jopič, tatuje že imaš, si v kakšni tolpi? Ne. Tatuji so bolj kot ne za spomin, s potovanj in raznih življenjskih prigod. Usnjenega jopiča pa nimam. Potem voziš? Odvisno, ponavadi so to tekstilne jakne, kakšen Gore-Tex in važno, da ni prepišno. Da te ne zmoči, pa v primeru padca, da se preveč ne poškoduješ. Ne? Aha, torej imaš prav te, ki so obloženi na pravih delih, komolci. Ja. Zdaj celo že z airbagom sem ratal toliko ozaveščen o svoji varnosti. Tako da zdaj obstaja res že svašta, vključno airbag na motorju in za motorista. Tako ga nosiš kot jopič, ne? In v primeru padca se to napihne idealno preden padeš na tla. Na motorjih pa imajo, mislim, da 1, 2, 3 modele motorjev imajo tako, da se ti spredaj odpre, če naletiš nekoga, da si ne polomiš nog, bi si mislil. Ja. V redu. No, pojdiva še malo k bolj svetlim temam, kot je naslednja fotografija, naprimer. Evo, že ko smo v opremi, pač tako nekako izgleda oprema, zgodaj zjutraj, ko se skušaš pripraviti za fotosession za našo firmo. To so potem te, bi rekel, bolj luksuzni motorji. To pa imamo še gasilske motorje. To je še moja poslednja želja oziroma sanje, da bi vpeljal v našo brigado gasilske motorje, ker verjamem, da pač ne samo zato, ker bi se rad vozil na motorju z lučkami, ampak ker verjamem, da bi to prineslo hitrejšemu odzivnemu času in bi v bistvu marsikaj lahko hitreje in predvsem ceneje rešili, ker je pač motor bolj okreten, hitrejši. Spraviš ga v marsikiro ulico in tako dalje. Čeprav vidim, imaš pravzaprav cev zadaj, tam, kjer je prtljažnik. Ja, tudi, kakšna pa še sicer dodatna oprema gasilskega motorja? V bistvu to ni tipizirano, kot so nekatera gasilska vozila, tako da v bistvu si lahko kar izmišljuješ. Načeloma, za moje pojme bi moglo biti neko orodje za vdiranje, ker tega imamo dosti pri nas in v bistvu bi s tem lahko prišel hitreje pa bliže, ne? Ker v te naše ulice, predvsem kakšen Piran, Koprsko, staro mestno jedro, ne pridemo, kaj šele s kamionom, niti z avtom, ne? Z motorjem pa bi se lahko dobesedno pripeljal do vrat. In isto se gre za požare, ne? Pač mi pravimo, da v bistvu ti požar lahko pogasiš s kozarcem vode ali pa z eno cisterno, odvisno kdaj prideš, ne? Odvisno koliko se do takrat že razvije požar. In z motorjem, tukaj na tem motorju mislim, da je 60 litrov
s penilom, torej to je eno posebno gasilno sredstvo, ki še bolj učinkovito deluje. Ne? Je to kaj podobnega tistemu, kar imamo takole v institucijah, v rdečih? Tisto je ponavadi zabojnikih? prah, to je pa prav, to zgleda kot en šampon, bi rekel. To pač pride ven ena pena, taka, ki se jo zmešaš z vodo, pride ven pena in v bistvu zaduši požar. Torej deluje tudi na raznih gorivih ali pa na olju in tako dalje. Ne? In zdaj recimo s tem bi se pripeljal in en kuhinjski požar bi takoj rešil, preden se sploh stvar razvije. Ne? In sodelavci, mislim, druga skupina bi prišla potem še s kamionom za backup, recimo, če govorimo o požaru. Pač. Kje si ga pa torej videl, glede na to, da to ni vaša brigada? To je na gasilskem sejmu v Ptuju. Te stvari obstajajo, mislim, po svetu je to kar že ustaljena praksa, imajo tako naši južni, kot severni, kot zahodni sosedi jih uporabljajo. Ne? Pri njih predvsem na avtocestah, v predorih in take podobne stvari. Tako da obstaja in ga prodajajo, ampak pač pri nas se to ni še prišlo do tega. Ne? Imeli smo enega testnega, ki je sicer tak, ampak to je v bistvu, bi lahko rekel, dirkalni motor, terenski, ki je bil pobarvan v rdeče in posledično ne najbolj primeren za tako povprečnega gasilca. Tako da se ni prijelo. Mislim, tega imajo, tega imajo v Sežani v poklicni enoti in ga uporabljajo za pregled teh raznih požarišč in tako. Ker je, kot sva se prej pogovarjala, pač po Krasu, ko je gorelo, se je uporabljalo to, pa 4-kolesniki, pa podobne stvari, da greš v izvidnico, pa da vidiš približno hitreje, oceniš zadevo, kaj se dogaja. Ne? No, pa da ne bomo samo o gasilstvu. Ja, to je spet. No, te slike, ko imam, so ponavadi od kakšnih naših fotografov s tur. To je recimo spet imate bil prav posebej fotografa s sabo? Mislim, tukaj smo se slikali za našo brošuro, pa sem zbral eno bolj ponesrečeno sliko, da ne dajem lihune, ki so v brošuri. To smo se slikali v Budimpešti pred parlamentom, pač za promo materialno v bistvu, katalog. Ni, da gre na vsako turo en fotograf z vami? Ne, sicer dajmo reči, da na dobrih skoraj 10% tur imamo kakšnega ta pravega fotografa. Ne? Če ne pa jaz, ki slikam, pa si pol razdelimo slikce. Predvsem so ti očitno všeč gorske ceste, bi rekla? Ja, čim več zavojev, ne. To je po mojem glavno večini motoristov, no. Da se nagibaš, da čutiš te da ni ravno geje. madžarska ravnica. Ja, da se dogaja, ker tukaj pač je največ dela, bi rekel, z mašino, ne. Pač moraš razmišljati, kako je to ovinek, kdaj menjati in tako dalje. Ne. Če samo ravno, pač je skoraj, kot da bi bil v avtu. Ne. To je na Siciliji, zadaj je Etna, ko se lepo kadi. To je v bistvu ena mojih ljubših destinacij, no. Sicilija je res taka v smislu in cest, kulture in predvsem hrane, ne. In vina. To sodi pod kulturo. Aha, tukaj se očitno vidi, da si tudi fotograf. Ja, ja, ta je selfie. To je v Argentini, ko sem se prebil, ne morem pogledati tablico.
Ja, to je v Argentini, oziroma, pardon, to je na brazilski strani, torej argentinsko-brazilska meja. Predvsem po teh manj razvitih državah so te mejni prehodi znajo biti kar zanimivi. Zdaj, če se stresiraš in imaš nek urnik, je lahko to naporno. Recimo na naših turah, to organiziranih, tam recimo, da največ živcev zgubim, pa se najbolj počutim, da je prav, da sem plačan. Če pa potujem sam, pa to malo bolj pragmatično jemljem in se skušam zabavati, ampak na tej meji so me res zelo dolgo zafrkavali z nekimi nepotrebnostmi, in v bistvu se je zgodilo tako, da so me dvakrat zavrnili in sem šel potem 100 km dodatnih sem naredil, da sem šel na drugo mejo in se potem namensko zapeljal nazaj do te meje, da sem jim pokazal nekaj. In tukaj sem se slikal, ko sem se prebil čez. No. Tukaj bi se morala videti, kje je zadaj meja, ali je to bolj simbolično? Ja, meja je v bistvu tukaj zadaj, ne upam. Meje so v bistvu tako neke na pol, bi se mislil, vojaške cone ali kaj takega, tako da nobenemu ne priporočam, da slika kaj preveč na meji, ker to lahko potem doda še kakšno nevšečnost pri prehodu oziroma ne prehodu. Koliko pa je tako, ko greš iz ene na drugo stran države, koliko so razlike v cestno-prometnih predpisih? To pogledaš vnaprej ali ne? Ali to piše nekje tam na začetku, kot imamo tukaj recimo na slovensko-hrvaški meji, vsaj omejitve? Ja, zdaj po večini, ne bom rekel vse, ampak bi rekel, da ja, po večini držav ima to že takoj po meji vidiš znak, pa ti približno pove, kaj se dogaja. Ne? Zdaj, ne vem, jaz načeloma, kar se tiče priprave na poti, gledam, predvsem ciljam kakšne take ugodne mejne prehode, se v tem smislu pripravim, ne? Ker različne države zahtevajo različne papirje, ne? Bolj, ko gremo v nerazvit svet, bolj se to zakomplicira, in marsikdaj moraš tudi ti povedati, kaj rabijo in kaj gledajo, ne? Tako da recimo dostikrat si kar napišem v njihovem jeziku, napišem že številka pasoša, pa jim dam ta spisek in se smejiš in mahaš. Kar se tiče predpisov, pa tudi, ampak se manj obremenjujem s tem, ker se mi zdi, da itak pač po prvih kilometrih dobiš nek občutek, kako se tukaj vozi in pač greš za tem občutkom. No. Razen če ni, ne vem, Norveška ali kakšne te skandinavske države, tam je treba mogoče malo bolj biti malo bolj obziren do cestnoprometnih predpisov, ker pač so bolj striktni. No. V Mehiki so to zgolj neka priporočila. Tako da, zanimivo je, recimo, ko pa greš, ne vem, zdaj mi je na pamet prišel prehod med Tajsko in Laosom, ko pa v bistvu greš iz leve strani, iz levega pasa, se vrneš na desni pas. Ne? Ampak to zgleda, da vsaj v teh državah, ko sem imel priliko to izkusiti, naredijo že z samim potekom ceste, te preusmerijo tako, da pristaneš pol na pravi strani. Ne? Je pa treba pol malo paziti vnaprej, no? Predvsem na kakšnih križiščih, da ne greš na napačno stran. Ne? Da je takole za konec, kaj bi mogoče priporočal, kaj tukaj v bližini? V bližini? Mi živimo v
motorističnem raju, v bistvu. Sicer mogoče ne dotično Slovenije, predvsem zaradi kazni, ampak ne vem, Dolomiti, to se mi zdi fantastično, dol južno, kakšen Durmitor, Romunija mi je bila tudi zmeraj všeč. Pa predvsem te otočki, Korzika, Sardinija, Sicilija, to je Kako pa na zmeraj teh vredno. točkih se torej greš s trajektom do tja, tam verjetno potem ne najameš mislim, greš s svojim motorjem do tja. Ja, če je, kako bi rekel, če je finančno smiselno, bom šel s svojim motorjem, ker je pač si ga zrihtaš po lastnem okusu, ne? Od gum do raznih dodatkov na motorju. Če pa ne, pa najemam, oziroma pač do zdaj sem dvakrat ga kupil preko oceana, bi rekel, in ga imel potem tam, oziroma ga prodal, oziroma v enem primeru podaril. V kakšnem primeru je bilo to? Ja, to je ena taka žalostna zgodba, ampak spet tuna, koliko držimo skupaj med motoristi. V Paragvaju sem se zelo spoprijateljil z eno v bistvu motoristično družino, in ta starejši sin, ki je bil moj letnik in sva res ratala tako močna prijatelja, se je potem, ko sem šel, jaz sem pri njih pustil motor v garaži, da sem potem nadaljeval to svoje potovanje. In malo potem, ko sem zapustil Paragvaj, se v bistvu on ponesrečil, tako kar hudo, in sem jaz potem ponudil motor, da tam finančno pomaga, da pač fanti mogo biti na kaj so že teh napravah za vzdrževanje Življenjskih dihanja. znakov, ja. Tako je. In tako da pač se mi je zdelo prav, ker oni so mi res dosti pomagali. To govorimo, leta smo se družili, ne. Tako da v marsikirem primeru so mi oni, v bistvu so mi druga družina, no. Tako da se mi je zdelo najmanj, kar lahko naredim, je to, da jim tako nekako pomagam, no. Tako ja, ne preveč zabavna zgodba, ampak to je to, kar sem hotel povedati, pač res med motoristi se mi zdi, da se zmeraj najde nekdo, ki ti bo pomagal, tudi če te ne pozna v bistvu. Pa so te kdaj tisti v usnjenih črnih jaknah zafrkavali, ker si ti bolj športni tip? No, to do neke mere se vsi kaj pohecamo, ampak v bistvu, ko pride do neke resne potrebe po pomoči, mislim, da noben ne gleda, kaj voziš, koliko velik motor, koliko drag, ali pa kaj imaš oblečeno. Tako da to nas kar po celem svetu močno združuje. Katere dele sveta pa boš še obiskal letos? Omenil si že na začetku, da greš v Kanado, zdaj pravzaprav čez par dni. Kaj pa potem? Kakšni so še načrti za prihodnost? Potem imam, službeno, službeno nima veze. Moj zdaj po koroni se vse malček ustavilo, no, tako potujem manj, kot bi si želel, ampak letos je v planu Alžirija, no. Tunizija, Alžirija. Tam Koliko dni? enkrat jeseni. Šef. Tam, idealno en mesec, ne. Bomo videli še, kako uspem spraviti vse skupaj. In v smislu dopustov in še drugih planov, tako da ampak tam en mesec je idealno, ne. Še sponzorja iščeš, ne? Ne, bolj dopust je glavni problem. Zmeraj. V redu, ja, držim pesti, da ti uspe z Hvala. dopustom in pa lepa hvala, Niko, da si se oglasil tudi pri nas. Hvala za vabilo in še kdaj. Tako.
No, kot ste slišali, danes se da z motorjem priti marsikam, vsekakor pa pri tem ne pozabite, bodimo pazljivi na cesti, naj si boste tako na motorju ali morda v avtomobilu ali pa kateremkoli drugem prevoznem sredstvu. Dobro je, da vsi skupaj držimo skupaj. Lepo se imejte, do naslednjič, ko se vidimo spet na Megafonterju.